Čau, mi smo Kavč in poslušate oddajo Radioaktivno.
Midrijaza skupine Couch z istoimenskega albuma Tine, Matej in Žan. Lepo zdrav oddaji Radioaktivno na Radio Prlek. Pozdravljeni, lep pozdrav. Pozdravljeni. Dober dan. Danes ste tako rekoč na Couchu. Ja, nismo na kauču, kauč je zraven, ampak smo na stolih. Skratka, sedimo pa le ne. Zdaj, ali ste raje coucheri ali na stolih? Coucheri, vsaj jaz, zaenkrat. Ali je tam največ idej? Ne, največ idej v posteli. Res? Čista resnica. Potem točno vem, ki je plošča nastajala. Ja, več ali manj, ja. Spoznali smo se leta 2023, takrat ste postregli s prvim singlom, relativno hitro, potem je tukaj prvenec. Ja, v bistvu prvenec mislite kot album. Ja, smo hoteli čim prej narediti tako po par mesecih, dati ven en single in potem album, tako da smo kar dobro nekako timeline razporedili. Torej niste dosti poležavali, temveč aktivno delali? Ja, poležavali, vmes pa delali, hkrati, eno z drugim. Vse je rekel, v posteli se tam je nastajalo, vsi skupaj v isti posteli. Ampak tega ni videti tu na plošči, da bi bili skupaj v posteli. Ne moramo vsega pokazati, ne? Niti na nobeni promo fotografiji, da bi imeli rumeni mediji, o čem govorite. To še pride. Počasi, korak po korak. Res pride. Ja, no, pač zaenkrat probamo ljudi prepričati samo z muziko. Nismo še prišli do te točke, ko bi se mogli slačiti in podobne stvari. To pride s časom, verjetno? Ja, verjetno, ko delaš še slabe komade, moraš se posluževati tudi takšnih stvari, ne. Pričeli smo skladbo s precej nenavadnim naslovom. Ja, v bistvu jaz tukaj ne bi dosti govoril, ker to je Žanova pesem, Žanovo besedilo in Žanov naslov, tako da jaz bi prepustil besedo njemu, da pove več o tem. Žan, kot vidim po minutaži, si imel v tej skladbi zelo veliko zapovedati, ker je to najdaljša skladba albuma. Ja, sem imel nekaj zapovedati, nekaj se tudi ponavlja, ampak ja, sem povedal v bistvu bolj kratko in jedrnato, samo komad je malo daljši, tako da sem povedal vse, kar sem imel zapovedati. Za celi album ali samo prvi obrok? Ne, samo ta prvi komad, no, v bistvu, ne za celi album. Glih tema o temu, tako. Druga, ki jo bomo spustili, bo prvi single, s katerim smo vas poznali, Usedi se z mano. Ja, to je bil naš prvi single in zaenkrat še najbolj uspešen single, po moje, od vseh, ki so sledili. No, samo dva še sledila, no. Ampak ja, recimo, da bo naslednji še bolj uspešen. Ko sem utrujen, ampak ne dovolj, se sedem na kauč. Ko zaspan sem, ampak ne bi še spal, se uležem na kauč. Ko iz daljave gledam film, ampak ni dovolj napet, se naslonim na kauč. Ko pa skupaj sem s tabo in postane vroče, stojim in poleg mene je couch. Ko od zunaj dežuje in nima kaj delati, se usedem na couch. Tudi ko sonce je in vročina ubija, se usedem na couch. Ko sem v dvomih in razmišljam, česa ne bi smel povedati, se uležem na kauč. Ko pa skupaj sem s tabo in postane vroče, stojim in poleg mene je kauč. Usedi se z mano, uledi se z mano, usedi se z mano, uledi se z mano na
Usedi se z mano, skupine Coach, z albuma Coach. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je to oblazinjeno navadno široko lezišče s 3 stranicami. Drži tudi to po vaši definiciji? Ja, zdaj te stranice bi se dalo malo predebatirati, ne, ni nujno, da so take kot po definiciji. Drugače pa mislim, da je point zadet. Coacheri ste ali ne? Ja, jaz sem škar. Jaz bolj v postelji poležavam kot na kavču, po resnici. Jaz sem ful za kavč, doma ga še nimam sicer, ampak se lotil zdaj iščem, bom nabavil. Stranice iščeš stranice? Ja, Ste kdaj tudi potem coach selektorji? kavč selektor. Jaz nisem v bistvu iskreno povedal. Jaz mislim, da si ti ne malo zlagal. Enkrat smo gledali skupaj tekmo in je bil kar tako razburjen. Kaj ti običajno vse vedo? Ja, sigurno se on je tak, se on je profesor, tako da načeloma bi mogel tudi vse vedeti, ampak zdaj ne vem, no, od športu kaj jaz vem. Glede komentarja športnih dogodkov oziroma izbora igralcev kot selektor. Ne bi rekel, da se najdem na tem področju preveč dobro. No, tako. Spremljam kakšen šport, nisem pa glih najbolj pameten glede tega. Niti ne delam se, edino enkrat pri Mateju, ker je njegov oče športni navdušenec, pa sem se delal, da se spoznam, drugače pa ne. Ste obalna zasedba. Ko sem umetno inteligenco vprašal oziroma bi pisal coach, kaj mislite, da mi je vrgla ven? Ja, seveda naš album, kaj pa? Ja, verjetno ene par slik sedežnih garnitur. Mogoče sliko Žanove frizure. Ne vem, zdaj smo sicer na radiju, ampak Žan ima res eno tako ekstremno frizuro, še posebno, ko se ostriže na sveže. Vsi ste zgrešili. Ne morem verjeti. Kaj ti prvi odgovor umetne inteligence je bil, ali iščeš informacije o coachih, morda te zanima nakup novega coacha, ali potrebuješ nasvet glede izbire pravega coacha za tvoj prostor. Sporoči mi, kako ti lahko pomagam. Ja, kaj ne rečem. Se vidi, da kapitalizem prevladuje v današnjem svetu, ne? In mogoče veste, kaj potem nadaljuje? Ne, to pa, jaz sem imel svoje nadaljevanje, ampak sem gotovil, da sem zgrešil že na začetku, tako da potem verjetno tudi nadaljevanje ne bo uspešno, ga bom raje zamolčal. Kaj ti potem daje nasvete, kako izbrati pravi coach za dnevno sobo? Odvisno od velikosti prostora, udobja in funkcionalnosti, materiala, barve in dizajna, proračuna in postavitve. Bi lahko mogoče kaj od tega vlekli vzporedno z ustvarjanjem glasbe? Ne, jaz sem mislil edino, da bo mogoče še kakšna točka, tako, koliko si utrujen človek ali kaj takega. To očitno nima veze. To ni pomembno za umetno inteligenco. Ja. Tam ne smeš biti utrujen. Ne, noben ni utrujen očitno. A je to mogoče za robote in to, ko bo. Oni itak ne rabijo sploh kavča. To je v bistvu res samo za nek modni dodatek v hiši. Ne vem pa, kakšne bi bile usporednice z glasbo. Mogoče proračun, ne. Ja. Večji kot je proračun, lažje je. Ja, to je res. Ne, tako, čisto iskreno. Drugače pa tudi jaz ne vidim nekaj. Ja, ok, barva mogoče še, ne. Recimo roza. Pa mogoče še kaj drugega. Material glasbeni, če to primerjamo z glasbenim žanrom. Ja, ta še nek star kavč, neudoben bi to bil. Bi vas lahko označili kot rock zasedbo ali bi se označili kako drugače? Ja, v bistvu kot neko pop-rock, ne vem kako bi rekel točno, ker je pač dosti v bistvu zvrsti malo zmešanih v ta nek rock, recimo, ali pa tudi pop, nekaj tašnega. Kaj vse mešate? Ja, ne vem, če si poslušate album, lahko čujete različne žanre, ne, glasbe, tako da ni prav opredeljeno zdaj, kaj bomo mešali, ne. Tako da vse živo, ne, se meni zdi, ampak več ali manj to spada v pop-rock, ja. Tine, ti si se takoj predstavil na gradbišče. Ja, mislim, kaj še mešamo? Mešamo avto, ne? Kaj še mešamo? Mešamo enolončnico. Tudi v glasbe. Ja, se v bistvu to je na isti način se meša, ne? Samo dodatki so malo različni. Tako, ja, dodatki so različni, ampak princip je isti. Tretja, ki bomo spustili, bo Komaj čakam, da zaspiš. Tretji singel, ki ste ga izdali. Ja, v bistvu to je bil tretji singel, ki smo ga izdali in besedilo smo napisali skupaj z Matejem in je v bistvu realno stanje. Besedilo je povzeto po resnični zgodbi, ki se je zgodila našemu znancu. Namreč imel je punco in je hotel iti na žur brez nje in je potem mogel počakati, da zaspi, da je lahko se izmuznil iz stanovanja. In to se je res zgodilo. Potem se nam je ta zgodba zdela tako preveč dobra, da bi jo kar pač ne umestili v naš repertoar, tako da smo naredili v tem komadu. Se je potem srečno končalo? Ne, nista več skupaj.
Do, bar in on. On in bar sta še vedno povezana, koliko sem slišal. Povedal sem mi, kar ji gre. Evo runda za vse. In ko malo se sprostim, skozi vrata stopiš, se še bojim. Saj veš, da bi ostal, ampak danes bom zbežal. Danes bom zbežal, petek dan za sceno, danes že ne bom spal. Sej si lepa, ma nisi edina, tvoja vsebina me ne zanima, ker to med nama ne funkcionira, draga. Skupina Couch z albumom Couch oddaja radioaktivno Tine, Matej in Žan so z mano. Kam segajo začetki zasedbe? Začetki segajo v leto 2023. Mislim, da začetek leta 2023, ko smo se pač prvič dobili in tako začeli ustvarjati. 22, konec 22, pravi Žan, ki si očitno pisal dnevnik. Zato me... Tako tudi splet prave. A tudi splet? Samo jaz ne vem, očitno. Ja, ampak potem smo pa rabili nekaj časa, da smo imeli prvi koncert, ker smo rabili narediti dovolj materijala, da imamo dovolj minutaže za kaj pametnega
kaj pametnega odigrati. Umetna inteligenca pravi, da dajete oziroma da ste svež pogled na slovensko oziroma na glasbeno sceno. Ja, ne vem, jaz ne spremljam dosti slovenske glasbene scene, tako da ne morem dati nekega pravega mnenja na to trditev, ampak mogoče smo res, ja. Jaz upam, da se umetna inteligenca ne moti tokrat. Upam res, da ne. Dosti krat brcne v temo. Ja, sej zato. Ste tričlanska zasedba, je to vaš prvi band ali ste delovali že pri kakih skupinah? Ja, vsi smo že prej dali skozi neke variante glasbene, sicer ne žalno, mislim, da te so bila tudi skupaj, ampak to je bilo pač vse na manj resnem nivoju, kot je ta zadeva zdaj. Torej ste coach zajeli profesionalno? Seveda. Pač drugače je, svoje pesmi imamo, prej smo več manj coverje preigravali, pa slovensko je, prej smo v angleščini delali, tako da marsikaj novega in seveda smo vzeli bolj resno, nastajajo pesmi, album je zunaj, bolj resno to tako. Če še rečemo vsakem nekaj, Tine, ti si basist v zasedbe? Ja. Kako dolgo že v glasbi? V glasbi? Ja, v bistvu, ko sem bil star, mislim, da 9 let sem začel s kitaro. Še prej s harmoniko, ampak tam se nisem našel, tako da sem imel vmes eno pauzo, da sem ugotovil, da harmonika res ni zame, pa sem začel kitaro igrati, pogasneje bas in zdaj igram bas. Če bi igral harmoniko, bi se pogovarjalo o kakšni drugi oddaji? Verjetno, ali pa ne, odvisno, no? Koliko dobro bi igral. Žan, tvoja glasbena pot? Jaz sem šel v glasbeno šolo v 3. razredu Tokala, naredil to 6-letno in to je v bistvu to. Tako sem začel igrati bobne. Tvoje prejšnje bende? Igral sem v enem bendu, ki smo pač preigravali coverje in to. Vse smo igrali še kar, ampak nič resnega, no, tako da v bistvu to je prvič, ko delam nekaj avtorskega. Matej, ti si frontman? Ja, recimo, da sem, ja. Jaz sem začel z violino, ko sem bil v 1. razredu osnovne šole, dokaj hitro opustil, potem sem malo iskal in doma sem imel kitaro, tako da sem, mislim, da pri 13-14 začel igrati in pol me je Tine povabil v band. Tako da zaradi njega verjetno potem tudi nisem obupal. Mislim, če ne bi imel benda, verjetno bi ne. Tako. Ampak ja, evo, še vedno igram kitaro. Kakšni so vaši glasbeni vplivi, odkot, kakšni vzorniki? Mislim, zdaj poimensko ne vem, kaj bi rekel, ampak definitivno je to neka glasba, starejša glasba 60-70 let, to smo vsi poslušali, vsi trije in pač tudi naši prijatelji in tako smo se tam v bistvu našli in sigurno kaj izhaja iz tega, zdaj nočem primerjati tega, kaj delamo zdaj s tem takrat, ampak tako, sigurno so neke podobnosti mogoče slišijo ali karkoli. Imate drugo dva še kaj, mogoče kakšne vzornike, odkot črpate ali gradite na popolnoma nekih svojih idejah? Je po moje preveč vzornikov, da bi jih lahko samo par povedal, tako da, ampak kot je rekel on, recimo ta stil muzike 60-ta, 70-ta, pač tu kaj 80-ta in tako. Ja, vseeno pa si tako ne želimo biti podobni, nočemo, da nam je, da spominjamo na koga, no, tako bi rekel. Naslednja bo Igre večnosti? Pa naj bo. Ja, mislim, da prvi komad, ki smo ga naredili skupaj in govori o tem, da ne smeš zapravljati življenje za neke nepomembne stvari, ampak se osredotočiti na stvari, ki imajo nek večji pomen. Čas je, da grem in ne sprašuj me kdaj, vrnil se bom. Vdihnil bom zrak in prepihal to temno nebo. Ti pa tako lepa, me čakaš doma. Dosti prelepa, da bi sedela in čakala. Jaz pa tavam nekje med množico lačnih ljudi. Ne izbijam besed, kričim, ker me srce boli. V potokih pijače, v soju najsvetlejših luči. Izgubljene, da plavzim iz
čakaš, dovolj si imela za zdaj. Preden greš pa vzameš vse, kar ti dobrega pride seveda. Odkdaj bom nehal izgubljati oči? Vesolje me išče, a meni se spi. Da bom videl, da igram se igre večnosti. Samo še danes prisežem, potem grem odpret oči. Potem grem odpret oči. Ko skoraj uspe mi pa prideš nazaj in spet ujecam. Mogoče poskusim še kdaj. Skupina Couch z albumom Couch v oddaji Radioaktivno. Vaš prvenec je to, 9 pesmi ste nam pripravili, kot sem dejal prej, relativno hitro je nastal album. Nekateri ga delajo več let. Ja, ko smo se lotili, smo se tudi dosti dobivali in smo dosti delali in so stvari samo nastajale. Je šlo in pol smo rekli, zakaj bi čakali, ne? Saj verjetno bi si lahko vzeli čas in to še vlekli in popravljali in tako naprej, ampak se mi nam zdelo boljše tako. Zdaj je zunaj, drugi bo še boljši, kaj ne rečem. Ja, vseeno so to, na albumu so pač komadi, prvih 9 komadov, ki smo jih naredili in mogoče se tudi v tem malo vidi, da smo delali malo več na kvantiteti kot recimo po moje se bomo zdaj malo bolj posvečali na vsakemu komadu, zdaj kaj sem, tle se nismo, ampak smo hoteli dati narediti neko prelomnico in zdaj pač začeti mogoče, kaj sem, na neki drugačen način. No. Ste naredili album kot neko zgodbo, kot neko zakroženo celoto? Ja, tako sem mislil, ja, da naredimo pač to, da posnamemo to, s čimer smo začeli in zdaj pač, da ne iz tega nič kaj preveč kompliciramo, ampak gremo pač naprej. Ker imamo tudi dosti drugega materijala, ki smo ga že naredili in samo čaka, da ga posnamemo, tako da ja, kmalu po moje novi singli. Tako da že je pred vrati Couch 2. Ja, ne, sej ne bo tako hitro, ampak ja, kakšni singli pa sigurno. Kako nastaja vaša glasba, delate skupaj, vsak zase? Ja, v bistvu odvisno, pač dosti ona dva pišeta skupaj besedil, pa naredista melodijo in to. Kakšno besedilo sem tudi jaz napisal, nima neke formule oziroma pravila, kako bomo naredili komad. Dostikrat tudi samo v vadnici neki džemamo in pač pride neki in tako, odvisno od komada. Se potem kaj skregate? Resno skregli si še nismo, jaz sem bil na meji, sicer ker Žan zna kar jezit, ampak zaenkrat je vse, kot mora biti. Vse razumemo dobro in tudi če so kakšno nesoglasje glede pesmi in to na koncu se vedno naredi tako, da je pač vsem dobro. Potem so res Žani vedno poredni fantje. Ja. Ja, se strinjam, poznam par Žanov in vsi so isti. Razen tebi? Ne, jaz sem isti ko oni, ja. Kaj pa besedila, tematika, ki jo naslavljate? Tematika, mislim, hočemo pač delati besedila, ki so zanimiva, tako za poslušati, ali je to neka zgodba, ali je kakšen nauk mogoče, tako no. Nimamo pa zdaj neke prav specifične tematike, s katero bi lahko zaokrožil vsa besedila, no. Besedila so v slovenščini, razen enega. Na tem albumu je en v hrvaščini, ja, ampak imamo pa tudi en komad v italijanščini. In ja, drugače ja, slovenščina pač, seveda. Se najlažje tako izražate? Ja, sigurno, ja. Naslednja bo Amerika. Ja, en tak lep, miren komad. Nič kaj preveč poseben, no, ajde. Bi šli tja? Ste bili tam? Nisem bil, nimam niti ful velike pretirane želje, da bi šel, ampak če bi mi kdo rekel, da me vzame sabo, bi šel. Ja, jaz bi šel sigurno, nisem pa bil še nikoli. Jaz isto kot ti, ne. Malo me je strah, da me kdo tam ustreli. Zaroči.
dan je lep in za v naravo ne rabimo luči. Veter, ki je iz morja piha, v gorah zaživi. Sonce že izgublja barvo, spat se mu mudi. Ptice so na poti v gnezda, tebe pa še ni. Če vedel bi, da zjutraj odhajaš, bi vsaj objel te rad. A brez pozdrava ti odšla si, zdaj ne vem, če te videl bom še kdaj. Skoraj bi verjel ti, ko obljubila si mi, da se vidiva kaj kmalu in spet zapojem ti. Upanje umira zadnje, a vseeno se mi zdi, da pesem tvoja šla je in nad mano zdaj bedi. Če vedel bi, da zjutraj odhajaš, vse kaj lepega ti rekel bi. Sonce vzšlo je, dan se dela, ti pa še kar ne najdeš prave poti. Amerika in Coach z albuma Coach. Prva uradna promocija je že za vami. Kako je bilo? Kar dobro, ta predstavitev albuma v Figi v Kopru, v baru je bilo kar polno, žurka je bila do jutra, tako da je bilo super. Niste bili sami, kot je videti na fotografijah? Ja, z nami so igrali še naši prijatelji, Karo Mijo, tudi z obale brata, z Lucije v bistvu. In res je bilo dobro, ljudje so se zabavali, mi smo se zabavali. Tako, v bistvu, če primerjam z drugimi koncerti, je bil to kar nek višji nivo, celoten event, organizacije in vsega. Je bilo ful dobro. Ja, imeli smo pa tudi goste, ne, to si pozabil povedati. Dobro, itak Karo Mijo, ta dva brata sta igrala tudi neki z nami, pa en obalni reper Lupo in Goga iz skupine Zmerko je prišel, si vzel prosti čas samo za nas, prišel odpet 2 komada. Tako da, ja, to je še dvignilo ta nivo kvalitete. 2 Zmerko komada ali 2 vaša komada? Ne, enega od Zmerkov, enega našega. Kako poslušalci spremajo vaš prvenec? Zaenkrat se ni še noben kaj preveč pritoževal, tako da mogoče pa se še bo, no, bomo videli. Ne vem, mogoče pa se nam samo bojijo povedati iskreno. Se strinjam z Matejem, noben si še ni upal povedati obraz, razen en človek, in je malo pokomentiral besedila, glasbo, kaj bi lahko bilo boljše, kaj slabše, kaj je dobro, kaj ni. Tako da bomo imeli zdaj v bistvu neke smernice za nadaljne ustvarjanje, kaj bi lahko še, kam bi se posvetili, da je bilo mogoče malo boljše. Da ni tega slučajno dočakal Matejev scenarij iz Amerike? Ja, to pa ne. Ne. Ja, ker Matej prej si povedal, če se bojiš oziroma Amerike. Glasba, kot vidim, ni dosegljiva samo digitalno, temveč tudi na fizičnem nosilcu zvoka. Zanimivo.
Mislim, ne vem, zakaj je to zanimivo. Pač. Večina danes izdaja samo digitalno izdajo. Ja, to vem, ampak ne vem, meni se zdi, da mora biti nek fizični izdelek, sigurno. Pač zdaj CD je prva stvar, ki bi jo naredil, ne vem, plošča je že malo too much, po moje, ampak sigurno mora biti CD. Imamo preveč denarja, potem moramo vlagati v take neumnosti. Danes je dejansko CD res samo še vizitka. Ko vzameš, meni se zdi ful lepo, da se, ko se tako zaključi neko zadevo kot je album, da se ima potem pač tek fizični nosilec. To si spraviš, to če ne druga za spomin in je lepa zadeva. Žan recimo zbira CD-je, on je prav zbiratelj in vse mi lahko pove, kako on čuti to do CD-jev, recimo do fizične oblike teh nosilcev zvoka. Ja, pač, kot ti povedal, zbiram CD-je, zato mi je to ful pomembno, pač med CD-ne. In pač ne vem, zakaj ga ne bi kdo imel, ne. Mislim, vem, da je pač vse podigitalno, ampak meni se zdi pomemben CD. Je tudi že kaj odziva streaming platform na album glasbo? Ja, s tem smo imeli malo problemov in mislim, da ne vem, da je sploh prišel na te streaming platforme 5 dni nazaj. Zdaj ne bom razlagal v štori, zakaj je trajalo toliko časa, ampak v glavnem, ja, bomo videli, še ni še kaj dosti. No. Naslednja bo Ubrda na safari. Ja, bo. Zdaj je ta na vrsti, res je. To pesem smo naredili vsi skupaj na zelo poseben način, ki ga zdaj ne bom izdal, zato ker potem bo še na slovenski sceni še en tak komad, ker bojo vsi potem hoteli tako narediti. Ampak ja, je res poseben zaradi načina, kako je nastal. Kako? Ne smem povedati. Prepadalci prazna stena, še sodelko vrca. Pojedlo vse 3 grobnice, 7 evrov neto. Srce bijo sline, krivda ne priznava, ampak mu je žal. Sramota, 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 sramota. Prijazni gosti, o izletu so povedali v soboto zgodaj, ko potisnil v prepad, ptice varovati, glas slovenskih oblastnikov, člani fotokluba, v gozdnih rezervatih. Sramota, 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 sramota.
na safari, tam kjer le vse pari, na levi strani ceste. Zagrešil v poskusu boja, prepadalci prazna stena, filmski prizori, ne greši samo država. Sramota, 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 sramota. Skupina Kavč v Brda na safari je bila slišana, Zaloma Kavč, Tine, Matej in Žan so z mano v oddaji Radioaktivno. Že prej ste menili celostno podobo oziroma roza barvo. Po kakšnem ključu ste to izbrali? To je baby roza, zato ker je to naš dojenček. Prvorojenec. Prvorojeni sin. Imate pa zanimivo logo svojega Kavča. Hvala, to smo pozabili omeniti, to moramo pa pohvaliti našo kolegico Eno Pražič, ki je ta logo lastnoročno ustvarila in nam je tudi nam zelo všeč in so ga tudi vsi pohvalili, no, zaenkrat. Pri tem zgleda tako, kot da manjka en član v zasedbi, ker imate sedeže za 4. Ja, dobro, en mora biti vedno prost, ne? Če slučajno kdo nujno rabi, mora stati en prost. Ja. Za nosečnico. Koliko pa vlagate v video promocijo, video produkcijo? Mislim, koliko obvladamo, ne dosti, ampak... Ja, vlagamo, jaz sem mislil, koliko vlagamo. Nekoliko vlagamo. Ja, za ta zadnji video smo kar vložili in je prišel kar dober, samo zdaj smo se odločili, da bi probali spet malo sami delati, to, ker pač raje vlagamo v kaj drugega. Ne? Tako da, če probamo narediti kaj dobrega v samoprodukciji, bomo tako zdaj delali. Ja, načeloma je plan za naslednje, mislim, se trudimo, da bi za vsak single naredili seveda spot, ne. Je pa plan za naslednje stvari, da bi sami bili korigirali to, ne, kaj se bo snemalo, kakšni bojo šoti in tako. Zato, ker smo videli, da če malo preveč spustimo stvari iz rok, da ne prije potem tako, kot bi si želeli. Je danes video produkcija še nujna pri promociji glasbe o vseh streaming platformah? Pa jaz mislim, da je. Še zmeraj, ko zavrtiš komad, je dobro, pač prvič, ko ga zavrtiš, te zanima tudi spot in pogledaš in dosti ljudi v bistvu pogleda vse skupaj tudi zaradi videa, ne, in audio pa pride zraven. Tako da jaz mislim, da to je pomembna stvar. Koliko pa vlagate v imidž? To pa smo že zakreditirani, koliko smo vložili. Kaj nas ne vidite, kako smo oblečeni? To ste lahko samo za intervju, kaj pa za na odre, tam pa obleka, kravata in podobno, polakirani čevlje. Je seveda, krokodilja koža, nič manj. Salonar iz krokodiljo kož. Jaz ne vlagam dosti v imidž na koncertih. Samo frizura. Ja. Ima frizer, kaj delate? Pri njemu samo striže, konor. Ja, sej, zato imam pa zastonj frizerja, ne. Enkrat na 10 obiskov. Sicer pa več informacij o vas sproti na družabnih omrežjih. Seveda, na družabnih omrežjih se nas najde, se nas lahko tudi kaj vpraša, torej kontaktira, če kdorkoli hoče kaj, no, glavnem nas lahko kontaktira. Če bi kdo rad, da naredimo en koncert, naj nam piše. Pa tam verjetno tudi lahko dobi zgoščenko? V bistvu zgoščenko smo zaenkrat planirali na koncertih, seveda, prodajati CD-je, majice, pač promocijski material. Če pa si kdo želi, seveda mu pošljemo po pošti, ne. On plača poštnino. Se mi zdi, da niste z Primorske, temveč Gorenjske. Zaradi naglasa? Ne zaradi naglasa, zaradi poštnine. Vem, se hecam. Dobro, no, bomo plačali poštnino. Amsterdam Blues bo naslednja. To je v bistvu posebnost tega komada je ta, da je pri njem glavni pevec Tine, zato mora on nekaj povedati, ne. Ja, pač to je še en komad, ne, kaj naj rečem. So me prisilili, da moram peti kot glavni vokal. Sprva nisem bil navdušen, potem pa kar šlo. In poješ? Pojem nekaj. Skoraj, že tam sem, kjer obljubljen je strah.
vlak odpeljal je, ujet sem v šal. Dim cigarete, rdeče luči. Kdor je pred mano, naj pohiti. Prihaja noč poletja, že čutim vonj cvetja. Moja najdražja, tvoja najlepša, meni se zdi. Gledam v tvoje škrlatne oči. V njih je odsev vseh teh ljudi. Mislim, da čas je za nov položaj. Zdrži še malo, hitro končaj. Prihaja noč poletja, že čutim vonj cvetja. Moja najdražja, tvoja najlepša, meni se zdi. Prihaja noč poletja, že čutim vonj cvetja. Moja najdražja, tvoja najlepša, meni se zdi. Coach in Coach, oddaja Radioaktivna.
Fantje, kako gledate na slovensko glasbeno sceno? Meni se zdi, da je zmeraj več glasbe v Sloveniji, vedno več se dela, vedno več skupin je in kar je v bistvu dobro, hkrati pa je pol težje za vse te, ki glasbo ustvarjajo. Ne. Mislim, da recimo ta radijska scena, da je pač kar v redu pokrito, tako da se da priti zraven, samo treba vztrajati, treba se truditi. To je to. Ja, jaz povem po pravici, da ne spremljam dosti te slovenske glasbene scene, ampak po moje se da priti na sceno, no, tako kot je on povedal. Ja, mislim, da je dosti mladih bendov, to je dobro, no. ki dejansko imajo večje koncerte. No. Tako da mislim, da pred 20 leti, 10 tega ni bilo toliko. Je danes več možnosti za nastopanje? To pa ne vem. Mislim, mi pišemo maile, noben nam ne odgovori, tako da očitno je manj možnosti. Kako pa ste si v bendu noti z umetno inteligenco? Pa jaz zdaj inteligenten bi rekel, da sem umeten, pa dvomim. Še dobro, da se na radiju ne vidi teh umetnih ustnic. To je botoks, to ni drugo. Ja, nič drugega. Kaj mislite, katere skladbe so po njenem mnenju vaše najpopularnejše oziroma tiste, ki so najbolj izpostavljene? Zaenkrat je za moje pojme vsekakor to Usedi se z mano. Prvi singel in tudi je bil najbolj predvajan in tudi pač največ poslušalcev ga pozna, tako da mislim, da bi lahko tega izpostavil kot najbolj prepoznaven. Ja, tudi ker nekako v sebi nosi to besedo kavč, ne, ki je pač tudi naše ime. Se strinjam z obema. Smo zadeni? Ja, sedaj vas bom razsvetljiv. Kajti slovenski odgovor, ki ga daje Kopilot, pravim, da so vaše 3 najbolj priljubljene pesmi Usedi se z mano, V Brda na safari, pa Komaj čakam, da zaspiš. Nisem vedel, da je V Brda na safari tako popularen. Tudi mene je to presenetilo. Sem v bistvu pričakoval, da bi na te 3 mesta bili te 3 singli, ki so bili izdani, ne? Ker to je logično, smo tudi videe naredili za njih in bi se mi zdelo logično, da bi pač te 3 singli dotakli največ poslušalcev, ampak očitno Brda na safari preseneča, znova in znova. Tako da bo moral biti video spod v Brdeh. Ne, na safariju bo. Se bo pa jedlo grozdje in pilo vino. No in še odgovor v angleščini umetne inteligence, ki pravi, da so vaše najpopularnejše skladbe Usedi se z mano, Komaj čakam, da zaspiš, Nisi punk, Dost dober komad, pa Halt. To pa so nas neki zamešali. Jaz pa nisem dobro razumel, o čem govorimo. Umetna inteligenca tudi v angleščini naštela 3 skladbe, oziroma 5 skladb. Usedi se z mano, Komaj čakam, da zaspiš, Nisi punk, Dost dober komad, pa Halt. Glede na to, da poznam samo prvo 2, se na te naslednje 3 ne bo. Kaj se ne spomniš Halt? Kako se ne spomniš? Ko smo igrali in smo jedli bombone in napisali pesem. Očitno je zaokrožila po medmrežju. Ne, jaz nisem bil zraven. Mogoče vam pri tem odgovoru malo pomagam. Namreč prejšnji teden sem gostil skupino Smetnaki, ki ima skladbe z naslovi Nisi punk, Dost dober komad, pa Halt. In je očitno tako pametna, da je povezala oziroma enačila kavč in Smetnake. Očitno smo za usmeti. Več kot očitno bi rekel jaz. Predzadnja, ki jo bomo spustili, bo Tvoj papagaj, drugi singl, ki ste ga izdali. Ja, to je en komad, ki sem ga jaz naredil. Sicer besedilo je bilo drugačno, pol sem ga predstavil njim in sta ga ona 2 spremenila, tako da ne bom se prilastil tega besedila, ker mi ni najbolj všeč, iskreno. Meni je to besedilo ful všeč, jaz ne vem. Ene linije, eni deli so mi prav tako bi jih zapisal kakšno knjigo poezije. Ja, mislim, Žan zdaj se nekaj kuja, ne? Jaz razumem, da je on napisal besedilo, samo če bilo treba popraviti, je bilo treba popraviti. Ja, ne, se strinjam, da je bilo treba popraviti, samo ne narediti to slabše, ne. Jaz vsekakor ne bi rekel, da je slabše, bi pa lahko bilo boljše, se strinjam. Sedaj vidim, kaj dela pesniška svoboda. Ja, to je očitno, Žan nima tega, ne. Nima pesniške svobode. On deluje po kalupih. Ja, neki. Ker očitno ne sme napisati nič samo. Ja, ne, jaz sem sprijaznjen s tem, meni je v redu. Samo povem, da pač mi ni všeč besedilo. Kaj pa vi mislite o besedilu? Nisem se poglabljal van, priznam po pravici. Razočaranje. Gospodična A, si še jezda name, tvoj papagaj ne straži mi več rane. Zvečer, ko sam s sabo, ne vem, kaj naj naredim.
volkovi bojo plesali. Še vedno te iščem, še vedno mi dišiš. Ko vidim te v kopalkah, ne gledam v oči. Ne slišim, kaj mi praviš, v mislih gola si. Sem že pripravljen, pri tebi da ne spim. In ko te vidim, se mi zdi, papagaji in volkovi bojo plesali. A za tvojo masko skriva se kačji obraz. Ko s tem seksi telesom zvabiš me v svojo past. Coach, za konec tega pogovora, album je svež, verjetno si želite še kaj več odrov po Sloveniji? Ja, čim več. Sicer zdaj imamo že napovedanih par koncertov v Ljubljani, Črnučah, ne vem kje vse. Tako da ja, se trudimo tudi to iskati in zdaj mislim, da bo mogoče tu malo lažje kaj dobiti, ko imamo pač nek izdelek. Že prej ste omenili, da nastaja nov material? Ja, mislim, material nastaja že od začetka v bistvu tudi nov, tako da imamo že kar nekaj novega materijala, imamo za, ne vem, kar 1,5 ure tudi več koncerta, tako da je, ja. Ni nazadnje na koncertu treba več igrati kot samo 42 minut. Seveda, zato se poslužujemo dvojnega igranja vsake pesmi. Ne, imamo pesmi še skoraj že za drugi album, tako da samostojen koncert sploh ni problem in res si želimo, da bi lahko čim več okolje po Sloveniji to predstavljali, ker konec koncev je to edini način, da najdeš poslušalce, da je pač v živo predstaviš, kjer je še energija, vizualna podoba in vse, ne. Zdaj samo iz radija je to malo težje za moje pojme, no. Boste z aktualnega albuma izpostavili še kakšno skladbo kot single? Načeloma smo mislili ravno to zadnjo, sicer smo mislili še malo skrajšati in tako preurediti, da bo malo bolj radijsko primirna. Tako da ja, plan je tak, narediti en video še za ta komad. To bo za skladbo potem Moja cura opet voli drugog dečka? Tako je. Ki bomo zavrteli za konec, še kaj besed o njej? Pa v bistvu naj se predstavi kar sama. Mislim, da je komad tašen, da ga lahko vsak na prvo žogo razume. Po naslovu res. No, se strinjava. Čisto. Tine, Matej in Žan, hvala, da ste bili gostje oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala vam za povabilo in hvala za lepe želje. Hvala. Hvala.
dečka. Moja cura opet voli drugog dečka. Moje srce plače, moje srce plače, plače. Moja cura opet voli drugog dečka. Moja cura opet voli drugog dečka. Moje srce plače, moje srce plače, plače. Plače, plače. Sve što sam imao dao sam za tebe. Sve što sam imao dao sam za tebe. A ti si otišla s njim. Čau, mi smo Kavč in poslušate oddajo Radioaktivno.